No, lep pozdrav še v mojem imenu. Pozdravljeni otroci, šolski delavci, še posebej cenjena gosta, ravnatelj Jure Radišek in pa podžupanja občine Šentjur Silva Koželj, vsi ostali gostje tukaj. Najlepša hvala za tako topel sprejem na vaši osnovni šoli Frana Malgaja. Še bolj smo seveda veseli, da je danes z nami vaš domačin, sokrajan Henrik Plank, paralimpijec, paraatlet, oče, predvsem velik borec. Letos, kot smo že omenili, je namreč leto paralimpijskih iger. Potekale bojo med 28. avgustom in pa 8. septembrom v Parizu, v Franciji, in Henrik je letos v tem koledarskem letu že zelo opozoril nase v metu diska, tako da je postal zelo resen kandidat za nastop na teh igrah. In tu smo, da danes Henrika spoznamo še malo bolje, kot ste ga večina že. Henrik, dobrodošel med nami v tej krasni družbi zagotovo radovednih otrok. Ste radi hodili v šolo? Zakaj? Ja, ne? Ja, v šolo sem hodil takrat, če sem se prejšnji dan učil. Če se pa nisem, potem sem pač malo manj rad šel, ne. Ja, kaj pa predmeti, kateri je bil najljubši? Telovadba. Telovadnica, telovadba. Ja, telovadba, pa narava, pa biologija mi je tudi nista bila tuja. No, kaj pa danes? Je trening že za vami, še sledi mogoče? Ja, trening, glede na to, da sem malo poškodovan, se začne v bistvu, ko odprem oči, da se razgibam, naredim z gumicam po prilagojenem programu, tako da 1/3 je že za mano. Ja, to je bilo ravno moje naslednje vprašanje, v kateri fazi treninga recimo ste zdaj, glede na to, da nas do paralimpijskih iger loči samo malo več kot 100 dni še. Ja, zdaj pač s trenerjem delamo po prilagojenem programu, kaj veliko več se ne bo dalo storiti, zato ker smo glih sanirali poškodbo in zdaj pretiravati in se nazaj poškodovati nima smisla, bomo se pa potrudili pa čim več naredili. Ja, ker marsikdaj pridemo pri kom do mišljenja, da je parašport nekakšna oblika rekreacije, pa verjetno prav poškodbe govorijo o tem, da je daleč od tega, kaj vse pravzaprav je parašport. Ja, parašport od začetka ni bil tukaj razvit kot zdaj, tako da to je šlo na zelo visok nivo. V bistvu, da priješ na tak nivo, moraš po 8 ur na dan trenirati. Jaz sem treniral 4 ure prej, 4 ure zjutraj, 4 ure popoldne, pa še vmes, ko sem počival na postelji, sem še sklece dodatno delal, ne. In ta dodatek ti pa nekaj da lahko kaj več uspeš. Ja, kaj pa recimo vaša disciplina konkretno? Nam jo malo opišete, kako izgleda disk, kako izgleda met diska, koliko je težak disk? Ja, v bistvu mi imamo prirejen stol, kjer se pripasaš. Disk je težak kilogram, to je v bistvu pri zdravih ženski disk. Izmet in tehnika, mogoče že kjer pač videl po televiziji, v bistvu sediš, pripasan si in z roko in telesom, koliko pač lahko zalučaš disk. Kaj pa vaš prvi trener? Kdo je to bil in kako vas je uspel prepričati, da ste se začeli ukvarjati s športom, parašportom in pa mogoče prav tudi disciplino? V bistvu na začetku sploh trenerja nisem imel, tako da sem bil sam svoj trener, ne. Potem pa doma sem v bistvu sam sedel, gledal v zrak, sem rekel, da to pač ne gre več tako. Potem smo šli na društvo paraplejikov enkrat na stadion, sem videl, da so paralimpijske igre, tudi lahko v atletiki, in počasi sem začel pač iskati trenerja. Tako da prvi trener, čisto prvi v osnovi je bil Sebastian Grosek, zdaj je pa Luka Cmok. No, kaj pa sedanji trener, v čem recimo je njegova posebnost, da uspešno skupaj sodelujete? Ja, zdaj že 12 let smo skupaj, sodelujemo super, to je predvsem ljubezen do atletike.
vse, kar ne ve, vpraša, in to je odlika dobrega trenerja. Smo se tudi skregali, ampak smo se pogovorila, zakaj je do tega prišli, in še zdaj smo dobra prijatelja. Mislim, da imam takega trenerja, kot si ga sam želim. No, boste pa kmalu dopolnili 50 let pri taki zreli starosti za športnika. Kaj vas recimo še žene naprej, kaj je motivacija, kje najdete navdih tudi za to, da se sploh lotite takih fizičnih priprav, recimo? Ja, največ je, ko me motivira, ko nekdo reče, no zdaj si pa že vletim, pa ne boš dosegel tega. Ni zakaj potem. To me motivira, predvsem pa hčerka, ko včasih poležavamo to in hočem še njej dokazati, da če nekaj narediš, če nekaj vložiš, nekaj dobiš. In to, predvsem to me vleče, pa podpora okolice, pa tisto naj še probam, če še gre. Predvsem to, no. Če nimaš podpore, potem tako ugasneš in ne gre. No, z vsem tem ste zagotovo navdih ne samo svojih hčerki, ampak tudi drugim. Kaj vam to pomeni oziroma a čutite to v okolju? Ja, tudi na treningih, ko sem bil, je zelo dobro, sploh pri utežeh, ko so bili mladi, pa pa sem jaz nekaj delal, pa so me gledali. Sem rekel, ja, no, dajmo trenirati, da bomo skupaj trenirali, ne? Ker so bili pač manj šuhnejši, pod narekovajih, in sem jih potegnil in sem pa videl naslednje dni, da so še malo bolj delali, ne? Kar je dober občutek, tako da vidiš, da so tudi neki skupnosti nazaj dal. Zdaj večina tule si mogoče niti prav ne predstavlja, kako so videti paraolimpijske igre, kaj to sploh je, bi nam jih mogoče opisal in zakaj so tak cilj vsakega športnika. To je v bistvu čudež v športu, bi jaz rekel, ne. Otroci si ne znajo predstavljati, da je recimo jedilnica dolga 100-150 metrov, ne. In noter imaš jedi iz celega sveta na enem mestu, tekmovanja. Ko prideš na stadion, to je množica ljudi, ki te potegne. Vas je posebno narejena za športnike in ko se usedeš na balkon ali pa na teraso in zvečer čutiš ta duh, olimpijski duh, ker tukaj moč se odrekati, pa to prav srkaš to energijo, ki vseh športnikov puhti. Kako so vas pa tukaj doma v občini domači sprejeli kot invalida, na kakšne načine vas mogoče podpirajo? Ja, na začetku je bilo zelo, bom rekel, slabo. Vendar zadnja leta se je to zelo popravilo, tudi na občinski ravni in vse. Me včasih tudi vprašajo za prilagoditve, kar me veseli. Je še kaj za postoriti, ampak se je veliko postorili v občini glede invalidov. Kaj pa recimo dela mesto Šentjur tako prisrčno, kot je že prej Drago omenil? Če smo tukaj en dan, kaj naj si pogledamo? Ja, glede tega bi rekel Rifnik. Najbolj se mi zdi, da smo Šentjurčani ponosni na Zgornji trg, Ipavčeva hiša, muzej, kjer si lahko pogledamo izkopanine iz Rifnika, pa na železniški postaji imamo muzej. To je recimo tudi dostopno z invalidskim vozičkom. No, preden se nam pa čas z otroki tukaj izteče, mogoče še ena končna, zaključna misel tudi za njih, za motivacijo, za življenje še naprej. Ko padete, bodite vztrajni. No, odlično, najlepša hvala, Henrik.